Plezalna vrv nam med drugim omogoča hitre in varne spuste preko strmega pobočja, stene, z visokih stavb in stolpnic ali helikopterja. Ogledali si bomo pripravo na spust, 3 načine spustov ob vrvi in varnostne ukrepe pri spustih. Najprej izberemo sidrišče za spust. To je lahko dovolj močno drevo, skalna tvorba, v skrajnem primeru pa zabijemo kline. Spust bo bolj varen, če zabijemo 2 klina, ju povežemo s neskončno zanko, s katero naredimo vozel osmico v smeri spuščanja. Sledi priprava vrvi za spust. En konec potegnemo okrog drevesa ali skozi zanko na sidrišču in ga z vozlom osmico zvežemo z drugim koncem. Po 1,5 metra naredimo še en vozel, ki nas bo pri spustu opozoril, da se bližamo koncu vrvi. Vrv nato pazljivo 2-krat premečemo, primemo konec vrvi in na roki naberemo nekaj zank na metuljčka. Pri metu čez steno se bo tako pripravljena vrv odvila v celoti, brez zapletanja. Pri tem pazimo, da smo pripeti, ker nas met ali padajoča vrv lahko vrže iz ravnotežja. Prvi način spusta uporabljamo na strmih pobočjih in nam je bolj v pomoč, da preprečimo nenaden zdrs. Stopimo vzporedno ob vrvi, jo enkrat ovijemo okrog zgornje roke in nato še preko spodnje. S trenjem nadzorujemo hitrost sestopa po strmem pobočju. Po strmini hodimo bočno. Ta način je primeren tudi za spust s smučmi. Vsekakor tega načina ni dovoljeno uporabljati v navpičnih odstavkih in povsod tam, kjer obstaja nevarnost padca. Druga možnost spusta je na dvojni vrvi brez dodatne opreme. Najprej stopimo med obe vrvi, ju na hrbtu prekrižamo, speljemo oba konca spredaj med nogama, ovijemo okrog stegna ter primemo z eno roko. Pri spustu z eno roko uravnavamo hitrost drsenja, v drugi pa lahko držimo orožje. Na zmerno strmih pobočjih vrv prekrižemo spredaj in jo nato speljemo zadaj med nogama. Spuščamo se obrnjeni z obrazom v dolino. Tretji najbolj varen in udoben spust je s pomočjo osmice in plezalnega pasu. Najprej se s pomožno vrvico upnemo na sidrišče. Z dvojno vrvjo naredimo polzanko, jo potegnemo skozi večje uho in nataknemo čez manjše. Osmico nato izpnemo in ponovno upnemo v manjše uho. S kratko pomožno vrvico, ki smo jo povezali s podaljševalnim vozlom na dvojno vrv, pod vpeto osmico naredimo prusikov vozel in vrvico upnemo v ponko na sedežnem delu plezalnega pasu. Na koncu preverimo uponke in vozle, se izpnemo iz sidrišča in upnemo uponko med obe vrvi v večje uho osmice. Pomožna vrvica je dodatno samovarovanje v primeru, če spustimo vrv. Pri spustu seveda spazimo na pravilno tehniko. Noge so v razkoraku in nekoliko višje, trup je vzravnan in zasukan, da imamo boljši pregled, kam se spuščamo. Z eno roko popuščamo pomožno vrvico, z drugo pa zaviramo. Pri tem je priporočljivo, da nosimo rokavice. Po opravljenem spustu odvežemo oba vozla na glavni vrvi in počasi potegnemo en konec, dokler vrvi ne izvlečemo. Na izpostavljenih predelih smo seveda pripeti na sidrišče, isto velja za vrv, ki jo opnemo na sidrišče, preden jo potegnemo za seboj. Ta zadnji način spusta je seveda tehnično že dokaj zahteven manever in se ga učimo najprej na pobočju, kjer ni nevarnosti za padec. Učenje spusta preko stene opravimo lahko samo in izključno pod nadzorom izkušenega inštruktorja z tega področja.